Dober večer vsem in naj se vam zahvalim za ta res lep odziv. Hvala, ker ste prišli na prvo izmed okroglih miz, ki bo organiziral Forum 21 ob 30. obletnici nastanka države v Sloveniji. Prva ta okrogla miza pa je namenjena vprašanju, ali države res ne potrebujejo vizij in ali je morda že država, ki ima 30 let, toliko zrela, da iz te stihije preide tudi v strateško in razmišljanje z vizijami in podobno. Najprej bi pa povabil prvega moža foruma, višjega predsednika, da spregovori malo o njih besed. Hvala lepa, lepo vas pozdravljam. Torej, za uvod samo nekaj zelo schematičnih misli o temi, ki naj bi nas danes zaposlila. Več je razlogov za takšno razpravo in ne gre za nekakšno retrospektivo 30 let slovenske države. Gre predvsem za vprašanje, kje so razlogi za pogosto nezadovoljstvo z njeno sedanjo podobo in vsebino. Mi na vse zadnje imamo ustavo, vse državne institucije, imamo načelo delitve oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno vejo z ustavnim sodiščem, imamo strankarsko demokracijo, razdelan in pravno zavarovan sistem človekovih pravic, deklarirano načelo ločitve države in cerkve in smo povezani v najpomembnejše mednarodne asociacije. Ob tem pa imamo tudi nezadovoljstvo z državo, ocene, da njene institucije ne delujejo, da se ustavni koncept ne uresničujejo, da država ne deluje. Če odmislimo morda prevelika in različna pričakovanja v javnosti in predstave o državi o prelomu leta 1990, je dejstvo, da današnje ocene o tako imenovani ugrabljeni državi, o globoki državi, o tem, da državo upravljajo različne lobistične in mafijske združbe, strici iz ozadja, pa sile kontinuitete in tranzicijska levica, nastajajo znotraj političnih struktur. Mimogrede, v teh strukturah se skoraj da ne govori o kapitalskih interesih in tudi njihovih lobističnih skupinah. Ocene o teh ozadjih razširjajo tudi mediji, vendar prevladujoče prihajajo iz krogov političnega establishmenta, čeprav je prav on prvi odgovoren za ustavno delovanje države in njenih institucij. Ne vem, ali te ocene pomenijo zgolj svojevrstno politično izmikanje lastne odgovornosti za državo, ali pa gre morda za vsiljevanje te podobe zaradi prikritega služenja tujim političnim in kapitalskim interesom. Za tako stanje vidim predvsem dva razloga. Eden je vgrajen v sam nastanek države in predstavlja neke vrste strukturno napako v razumevanju države. Ne glede na to, da je država nastala z zavedanja vredno enotnostjo in plebiscitarno večino državljanov, si je država v njen nastanek prisvajala tako imenovana demosovska politika, kot da je država nastala izključno zaradi njenih dejanj ali celo proti volji drugega dela politike. Misliti državo pomeni razumeti predvsem to, da imajo politične odločitve lahko relevantne posledice le, če so sprejete v institucijah države, torej v dialogu na vladi, parlamentu, ne glede na predhodna razmišljanja znotraj strankarskih grupacij. Ko je Demos določil in javno sporočil datum plebiscita, kar je bilo v pristojnosti parlamenta, je svojimi dejanji dejansko izrinjal vlado, parlament in predsedstvo, torej demokratično izvoljene predstavniške ustanove države. Tako je že v času, ko smo skupaj postavljali novo državo, odrekalo veljavo njenim ustanovam. Takšna miselnost in razumevanje države se ohranja vse do danes, tako rekoč v vsej politični krajini. Vidno je v nepriznavanju volilnih izidov, spodkopavanju avtoritete državnih institucij, v nepriznavanju legitimnosti posameznih državnih funkcionarjev in kadrovskih rešitev, blokadah pri izvajanju odločitev in še posebej poskusih razgrajevanja neodvisnosti sodnikov in sodišč ter nespoštovanju sodnih odločitev. Takšno razumevanje države ne vodi v skupno odgovornost za državo kot našo skupno dobrino. Nasprotno, ruši njeno zgradbo,
postavlja partikularne strankarske politične interese pred interese države in vodi do razumevanja države kot plena vsakokratne vladne večine. Slednje je posebej očitno v kadrovskih odločitvah, v borbi za obvladovanje podjetij v javni lasti in predvsem za postavljanje prizadevanj za prostor javnega, skupnega, v odsotnosti dolgoročnega razmisleka. Posledice imajo skupni imenovalec v slabem upravljanju države, v upadanju njenega vpliva in ugleda v svetu, v razočaranju in pasivnosti ljudi ter njihovem spraševanju, kaj smo z državo želeli doseči. Drugi razlog pa iskati v dejstvu, da je bil primarni cilj sprememb po ustanovitvi države predvsem osvojitev oblasti, ne pa tudi premislek, kaj z njo, kakšni naj bi bili vsebine in cilji novo nastale države. Ob soglasjih, da želimo svojo neodvisno državo in da jo želimo umestiti v evroatlantske integracije, je umanjkalo prav to tretje soglasje, ki bi šele osmislilo prvi dve odločitvi. Gre za odgovore na vprašanje, kaj želi biti Slovenija in kaj želi doseči. Drugače rečeno, kakšna je njena vizija. Naj bo notranje socialno povezana in dobra skrbnica skupnega javnega dobrega z ekološko usmeritvijo ali pa naj cele družbene skupine in javno dobro prepušča zakonitostim trga in interesom kapitala. Naj bo solidarna skupnost ustvarjalnega dialoga in medsebojnega spoštovanja ali pa skupnost nestrpnih in vase zazrtih posameznikov ter socialnih in političnih skupin. Brez odgovorov na to vrstno vprašanje so odločitve stihijne, brez jasne usmeritve. Temu se je že takoj pridružil še močan ideološki pristop, ki je gradil na izraziti diskontinuiteti, tudi čez meje razumljivega razloma z ideološkimi premisami enopartijskega sistema. Nova oblast je nasledila razmeroma že zgrajeno institucionalno državno strukturo z razvitim nacionalnim, svetovni trg upetim gospodarstvom. Nasledila je zgrajen javni izobraževalni, socialni in zdravstveni sistem ter koncept in politiko urejanja prostora. Nasledila je usmeritev prehransko in energetsko samooskrbo. Vendar nasledenega ni nadgradila oziroma priredila v skladu z novimi demokratičnimi standardi, tržno ekonomijo in deklarirano vladavino človekovih pravic, čeprav je z ustavo opredelila Slovenijo kot pravno in socialno državo. Namesto tega je sprejela ideološko utemeljeno lastninsko zakonodajo in vračanje nacionaliziranega premoženja v naravi, razprodala je največji del nekoč družbenega premoženja, opredmetenega v velikih proizvodnih mednarodno konkurenčnih podjetjih, razprodala je banke, tudi sistemsko banko, in se s tem odpovedala vplivu na denarne tokove v morebitnih kriznih razmerah. Omogočila je tajkunizacijo in s tem ustvarila osnove razraščanja socialnih razlik. Nacionalni interes gospodarstva je postal psovka, kot da bi suveren narod lahko gradil svojo politično in kulturno avtonomijo brez gospodarske suverenosti oziroma moči. Neoliberalistična logika se je sklicevala na tako imenovane zahteve Evropske unije ali mednarodnih finančnih institucij. A so bile v enakem položaju do teh institucij tudi mnoge druge tranzicijske države, naprimer baltske države, pa so ohranile temelje ekonomije in so nas v razvoju dohitele in celo prehitele. Res, da imajo te države dolgo državotvorno tradicijo, ki je Slovenci nimamo, zato tudi vedo, kaj hočejo in kam hočejo priti. Ob tem je danes razvojni zaostanek Slovenije za razvitimi državami, naprimer za Avstrijo, enak ali celo večji, kot je bil ob koncu socializma. V okoljski politiki pa še ne pričenjamo resno razpravo. Pogost odgovor politike je, da so itak vsi parametri našega življenja in razvoja določeni z našim članstvom v Evropski uniji, kar seveda ni res. Če bi bilo tako, bi se povsem drugače odzivali naprimer na zeleno politiko, ki jo zdaj promovira Evropska komisija. Mnoge članice Evropske unije, zlasti starejše, ohranjajo veliko svojega suverenega prostora, tudi državnega gospodarstva. Res je, da je Evropska unija nekaj najboljšega, kar se je Sloveniji in vsej Evropi zgodilo. A je unija zgodovinska tvorba in je tako kot nekoč Jugoslavija ni zagotovljen obstoj. V vsakih novih zgodovinskih okoliščinah mora potrjevati utemeljeno svojega obstoja. Takšne nove okoliščine prav zdaj živimo tako v Evropi kot tudi v svetu.
O tem dajo misliti tudi sedanje nasprotja in dileme v njenih notranjih odnosih in prihodnosti. Zato države z državotvorno tradicijo, zgodovinsko izkušnjo in odgovornostjo razmišljajo tudi o najmanj ugodni možnosti, to je o njenem razpadu in so na to možnost tudi pripravljeni. Tako jih ne bo dohitela, če se zgodi, upajmo da ne, gole in bose. A zato je potrebno imeti državo, ki ve, kaj hoče biti in kam želi priti. Državo, ki je sposobna živeti tudi samostojno. Očitno še vedno nismo celoti doumeli, da smo svojo državo postali gospodarji svoje usode in da v veliki meri sami odločamo o sebi. Čas bi bil za kvalitativen preskok. Zato je pomembno tudi v Sloveniji odpreti razpravo o teh vprašanjih. O tem, da je država last in odgovornost vseh njenih državljanov in njihovih političnih organizacij in ne le enega dela, ki si nad njo lasti monopol. Pa o tem, da država, ki je suverena, nujno potrebuje jasno predstavo o tem, kaj želi biti in kaj želi razvojno doseči. Smo pravzaprav neizprosno položaju, ko moramo odgovoriti na resnične razvojne alternative, kakšen kapitalizem želimo in kakšno socialno državo želimo in zmoremo. Današnja razprava je namenjena nekaterim od teh ključnih vprašanj. Če bo seveda interes, bi se v nadaljevanju lahko lotili tudi nekaterih drugih vprašanj, ki so s tem povezane. Okvir današnje razprave je kot izhodišče postavljen v prilogi k vabilu. Odgovore na nje bodo pomagali iskati dr. Bogo Kovač, dr. Jože Damjan, dr. Dušan Plut, razgovor pa bo vodil Grega Repoš, urednik razpitega glasila Mladina. Hvala. Vprašanje strategij spada med eno tistih vprašanj, ki smo si jih v Sloveniji pridno izogibali. Tako se nam zdelo, da to pa je nekaj, kar plansko gospodarstvo, kar spada v socializem, kar se zdaj ne gremo, oziroma v prosti trg in v resnici. Spomnim se boste tudi poskusal pokojnega predsednika Drnovška, da bi opravil neke debate o tem, ampak nikoli pa v resnici ni bilo nekega konsenza o tem, da je to nekaj, kar oblikuje eno državo. In pravkar potekajo pogajanja Evropske unije o novi finančni perspektivi in tja države prihajajo z 7 do 10 letnimi plani in se izhajajo iz teh planov pri pogajanjih. Z drugimi besedami, naj to na primeru Nemčije opišem. Nemčija načrtuje izgradnjo in pocenitev železniških prevozov v okviru boja proti okoljskim spremembam, zato se izrazito pogaja za sredstva na področju železnic in razvoja železniške infrastrukture, da bi s tem pač razbremenila ceste. V Sloveniji v tem trenutku se tudi pogajamo, vendar te strategije na tem področju nimamo in zato tudi nimamo projektov, s katerimi prihajamo pred Evropsko komisijo. V Cajtu je bila na primer pretekli teden objavljena napoved, da bo država stimulirala avtomobilsko industrijo. Gre za, videli boste, kaj tazga pri nas bi bilo sprejet kot huda intervencija, nedopustna intervencija države, da bo država pač stimulirala avtomobilsko industrijo, da prenese proizvodnje SUV avtomobilov v Nemčijo, ker pač prodaja teh raste, prodaja limuzin pa pada. In to je del državne politike in pri tem so tako natančni, da opredeljujejo tudi, da ne bi se nove tovarne gradile na območjih, ki bojo najbolj prizadel prehod v nizkoogljično družbo. Gospod Damjan, vi ste bili tudi minister, vi imamo čutite recimo tudi kot profesor na fakulteti, kjer dobivate od vlade naročila za to vrstne analize? Ne? Vse jih, ne? Vi bomo še ne? Ni strani, mislim, ste kdaj to zaznali recimo pri svojem delu, tako na fakulteti, a to od države ta stimulus prihaja? A to tako deluje tudi pri nas, mislim, ne? Jaz upam. Moram se v tem nasmejati, to je bilo zelo lepo, če bi nekaj take
strategije obstajale, da bi bile narejene, ali pa da bi bilo vse povpraševanje po njih. Glede, strategije pri nas nimajo več svojega mesta, niso zaželjene, nišče po njih ne povprašuje, zato jih tudi nimamo. Običajno poteka, sicer moram to povedati, da na nekaj projektih za vlado osebno delamo, običajno pa gre takrat, kadar v bistvu pride neka zahteva iz Bruslja, se pravi iz Evropske komisije, da mora Slovenija nekaj narediti, ali pa recimo, ko se gre za pogajanja, recimo, kot je bil ameriški sporazum, Japonska, Mercosur in tako naprej, takrat hoče vlada potem imeti čisto na koncu tega procesa neke ocene, kaj bo to pomenilo. In takrat pač je povpraševanje, da bi pa kdo se naprej spraševal, katero smer bomo šli, kje se vidimo leta čez 30 let, tega povpraševanja že dolgo ni, te stare strategije, ki so bile, so out. Omenili ste mojo nasrečno periodo z ministrovanjem, tisti par mesecev. Takrat, preden sem postal minister, sem rekel najprej eno leto pred tem, najprej moram program narediti. Tako da sem mislil eno leto prej delal na programu. Tako sem imel program, ki je bil zelo sovražen. Se prav spomnim, da sem ga tudi predstavljal na tem forumu pred 15 leti, prvič in zadnji sem bil na tem forumu. Ampak vse program je bil nek konsistenten program, zdaj z današnjega vidika lahko rečemo, katere stvari so bile napačne, katere stvari bi bile vseeno boljše, če bi bile takrat narejene. Ampak že takrat je bilo pomanjkanje strategije, tako da v bistvu tole obdobje se vleče zdaj naprej. In zdaj smo v tej situaciji, da dejansko ni povpraševanja potem. Ni ponudbe in ni povpraševanja. Glede, volivce tega ne povprašujejo potem. Danes lahko zmagaš na volitvah, tako da v bistvu ustanoviš novo stranko par mesece pred volitvami in tvoj program je tako obsežen, da paši na zaslon pametnega telefona. To je vse, kar je pametno v tej strategiji. Dr. Kovač, zdaj v zadnjih, zlasti po krizi, so se te strategije, in pa že prej, so se te strategije držav zelo razkrile. Recimo, jaz zelo občudujem primer Hrvaške. Oni recimo zelo natančno kupujejo slovenska podjetja, pomagajo jim pokojninski skladih državni, ker so pač podjetja prihajajo z majhne države, 4 milijonske in niso tako močne, pač sodelujejo z državnimi pokojninskimi skladi. Z drugim besedami, nekatere stvari so danes zelo transparentne. To se dogaja, države se vedejo nič drugače, kot smo brali v zgodovinskih knjigah. In tukaj potekajo strateški boji. Kaj se s tem strinja? No, ta primer z primerjavo Hrvaške in Slovenije ima seveda lahko precej dolgo brado in lahko bi veliko razpravljali. Morda je tehnično vprašanje, če se vrnem malce nazaj, potem stopimo ta korak naprej, zakaj na kakšen način se v vseh teh 30 letih v Sloveniji o strateških vprašanjih ni želelo govoriti. Skoraj da se ne spomnim predsednika vlad ali pa recimo tudi predsednikov držav, tudi danes tukaj, ki bi temu vprašanju posvečali prav posebno pozornost. Razgovori pri predsednikih, ki so običajno nekako neka mešanica nekih izražanj mnenj, seveda ne morejo odtehtati neke zelo sistematične politične želje glede tega, kaj pravzaprav napraviti. Zdaj, politični razlog je relativno preprost, politični diapazon partitokraciji je vezan na politične cikle, politični cikli so 4-letni, vidite v zadnjih 10 letih povprečno 2-letni in znotraj tega seveda ni nikakršnih možnosti in potreb potem, da bi razmišljali na dolgi rok, ker tudi na dolgi rok pravzaprav ne sprejemamo politične odgovornosti, niti nimamo tiste politične stabilnosti. Mi potrebujemo pravzaprav neko zelo jasno politično krajino, za to stabilno politično krajino, da lahko nekaj podobnega počnemo. Nemčija, recimo, bila tukaj kot primer, vidite, da je tam pravzaprav bolj ali manj velika koalicija nekaj, kar obvladuje recimo to državo desetletje. Znotraj tega je potem mogoče jasno skozi politično stabilnost, predvidljivost delati tudi jasnejše strategije. Svoje politika je tukaj bila od samega začetka sprta s tem, spomnim se Drnovškovih zgodb, ki je pravzaprav zelo nasprotoval temu, češ da je to pravzaprav nekaj, kar se je počelo v socializmu, danes pravzaprav v tej novi dobi, novih družbenih velik tega
pomembno. Potem pridemo na vrsto običajno ekonomisti, ki smo bili v teh strateških zadevah običajno poklicani, da o nečem razmišljamo. Naša temeljna napaka pri teh zgodbah je bila bolj ali manj v tem, da ekonomisti zelo slabo razumejo strateški menedžment. To so namreč dve zelo različni dejavnosti. Če hočete delati strategije, morate vedeti, kaj pravzaprav strategija je in na kakšen način se tehnično pristopa k njej. In tega običajno ta del stroke, ki je poklican k razvoju strategije, ne omejuje. In smo pri drugi zanki, ki je preprečevala, da bi tudi, ko smo pisali strategije, da bi te strategije bile vsej približno takšne, kot bi morali biti. Prej smo dobili nek tak zelo značilni primer iz Decajta, recimo, ker ste opazili, da neka Nemčija na nekem področju, ne glede na to, za kakšno medijsko prezentacijo, je šlo zelo natančno razmišlja o nekem zelo konkretnem problemu. Strategije so pravzaprav samo dolgo, to ni neka vizija kot neki politični slogan. Zadnje, ki smo zdaj dobili celo pod okriljem OECD, je nekaj najslabšega, ki bi metodološko pravzaprav lahko postorili pod okriljem neke zelo ugledne mednarodne institucije. Ali tam obvladajo ali ne, ali naročnik ve, kaj hoče ali ne, to je drugo vprašanje. Ampak izdelek je katastrofa. Najslabše, kar smo pravzaprav producirali v zadnjih nekaj letih. Kajti strategija pomeni fokusiranje, pomeni pravzaprav strategiziranje v smislu najprej, ko pripravljamo strategijo, da razčiščujemo stvari in tako dalje, da ne grem seveda dlje. Pomeni, ekonomisti so bili poklicani, pa tega niso obvladali. In ko potem pridemo do tretje plati, ali danes pravzaprav nasplošno celo v upravljavskem smislu, celo če bi že imeli, recimo, strategijo, pa jim seveda jasno imamo, se zopet postavlja vprašanje, kaj z njo pravzaprav početi, kajti od tam naprej se začenjajo šele politike, izvedbe, spremljave in tako dalje in tako dalje. Nič od tega, od vseh teh treh zgodb, pravzaprav v Sloveniji jasno nimamo. In če bi se hoteli, zdaj trenutno, kaj se mi prihajava z univerze se trenutno loteva, zdaj govorim o neki strokovni instituciji, ki celo poučuje druge, kako naj bi se delala strategija. Ona sama se loteva. Zelo amaterski poizkus, lahko že naprej povem. Trenutno se ukvarjamo s tem, kako bi rektorat in vse ostale, ki so udeleženi, vključno z mojo fakulteto, vendar nekako uskladili pri tem, kaj bi pravzaprav sploh želeli. No, če se zdaj vrnem nazaj k temu, kar smo pravzaprav želeli. Imate seveda države, celo v soseščini, ki imajo pravzaprav več smisla za tovrstne poizkuse. V diplomaciji ste lahko zdaj zlahko opazili ob nekem, recimo, arbitražnem sporazumu, pa to se je pokazalo pravzaprav že pri 90 letih ob problemu Nove Ljubljanske banke in tako dalje, da smo stalno pravzaprav capljali. Capljali smo politično in krati smo se zapletali strokovno. Zato, da vi lahko v bistvu naredite nekaj, kar bi danes potem bil ukrep, s katerim bi lahko rekli, da je dober za neko državo, potem to, kar sem uvodoma skušal povedati, morate imeti na nek način konsens med političnimi interesi in pa med stroko. Potem seveda znotraj tega tudi umetnost obvladovanja, vodenja in menedžiranja, kar je seveda nekaj sprotnega. Tako da, žal, celo v naši bližini z primerljivimi zgodovinskimi parametri imamo recimo državo, ki nas zdaj v marsičem na tem področju poseka. Morda v katerih drugih ne, ampak recimo kar zadeva določenih strateških pristopov in nastopov, tam, kjer se naši interesi, kot vidite, križajo, sistematično izgubljamo. In izgubljamo zaradi tega, ker nam ni jasno, pa imamo mi seveda slabe strokovne presoje in jasno politično potem brezglavo ravnanje. Tako da, če bi seveda znotraj tega našli jasno nek zasuk, in ta zasuk ni lahek, kajti gre za 30-letno nalaganje, pravzaprav uvodoma smo
gospoda Kučana seveda slišali, kaj vse se je naložilo v ozadju, da smo prišli pravzaprav do stanja, v katerem smo, da se pravzaprav v perspektivi najbrž ničesar ne izboljšuje, kvečemu se poslabšuje, kajti tako politično kot strokovno, kot seveda tudi, če hočete, upravljavsko menedžersko, nismo danes nič bližje, ampak kvečemo dlje od tistega, kar pravzaprav bi potrebovali. In stanje je pravzaprav danes slabše, kot je bilo kdajkoli v teh zadnjih 30 letih. Čeprav seveda so zgodovinske okoliščine, so razvojne potrebe in krati tudi seveda možnosti, ki bi jih mogli izkoristiti, večje in naše preizkušnje seveda na nek način veliko bolj izpostavljene in seveda tudi veliko bolj usodne, če jih ne bomo znali rešiti, kot pa je bilo to morda pred 10 ali 20 leti. Ampak lahko ustrajamo torej na tem, da so te stvari, ko gre za strategijo, ne? Če gledamo tisto, kar se razkriva recimo iz strategij drugih držav, se velikrat izkaže, da mi, kot ste tudi vi rekli, ostajamo pri visoko letečih besedah. Te strategije so pa zelo v nekaterih smislih tudi banalne. Pritlehne. Naprimer, vidimo recimo, kako je Avstrija začela zelo strogo zakonodajo na področju ekologije, blokirati razvoj in zahtevati, da se umakne, da rečemo, umazana industrija. Dali so rok, spet je bila v zadnji strategija, dali so podjetjem rok, v katerem morajo preseliti industrijo in sosedna država je zdaj dobila njihovo tovarno Magna, ki so jo pač lakirnico, ki so jo oni preselili, ker je ne morajo več zaradi višjih standardov, tako da se je ta lakirnica v veliki meri preselila v Maribor, kar smo na eni strani z vidika Maribora bili veseli, na drugi strani pa gre za selitev nekaj industrije. Dušan, kako pa je s tem v resnici, a ta razmislek, mislim, te razmisleki imajo bolj dolgoročne poškodbe. Gledamo recimo primer, da v Sloveniji poteka sežig odpadkov iz Italije, ker pač v zadnji stoji nek razmislek, da nočejo imeti tega pri sebi. In odsotnost naših razmislekov prinese to, da drugi razmišljajo o v resnici naših predeljih in jih tudi pravijo. Ja, celo vrsta vprašanj se tukaj odpira. Mogoče samo rahel komentar. Ne smemo pozabiti, da mi imamo strategijo razvoja Slovenije. Sprejeto leta 2017. Da imamo tudi vizijo Slovenije do leta 2050. Kje je zdaj problem? Noben tega ne spoštuje. Kaj to pomeni? Da so bile te vizije in strategije sprejete brez družbenega in političnega soglasja. Skratka, mi tisto, kar zapišemo, ne jemljemo resno. In to je ena naša izredno huda, bom rekel, strateška napaka, ki se vleče že izredno dolgo. Naslednja stvar, pa bom takoj poleg Grega odgovoril. Poglejte, mi smo sprejeli oziroma poslali zdaj tretji osnutek oziroma drug osnutek nacionalnega energetsko-podnebnega načrta. Prvi načrt je bil med vsemi članicami ocenjen kot najslabši. Vlada ga je poslala brez strokovnih podlag, brez sodelovanja strokovnjakov in je od 100 možnih točk dobil naš nacionalno energetsko-podnebni načrt, je dobil 3 točke. Skratka, ne -1, ampak ocena, ki je sramotna in nas bo seveda spremljala tudi naprej, ko bomo se seveda pogajali o tem, koliko teh sredstev iz tako imenovanega zelenega načrta razvojnega bomo dobili. Slovenija, Magna, sežiganje odpadkov in tako naprej. Mimogrede, ne gre samo, Grega, za to, kar si rekel, da je Avstrija sprejela bistveno strožje okoljske standarde, gre predvsem za to, da prav zanimivo,
da se recimo Nemčija, Avstrija, Švica in še številne druge države po svetu izhajajo danes iz popolnoma drugačnega osnovnega izhodišča pri pripravi strategij, izhajajo iz stališča, da je ključno zagotavljanje bioloških eksistenčnih pogojev za preživetje sedanje in prihodnjih generacij. Tega eksplicitno seveda ne zapišejo, ampak se na zakonodajnem, ekonomskem, prostorskem, socialnem, načrtovalskem polju maksimalno trudijo v tej smeri, da se te osnovne omejitve, ekosistemske omejitve pri njihovem načrtovanju posegov v prostor in v okolje spoštujejo. Ne v celoti, ampak imajo zelo jasno določeno smer, kamor gredo. In to je tudi moj, bom rekel, očitek tudi večini ekonomistov v Sloveniji, ki še vedno razmišljajo v smeri povečevanja produktivnosti in povečevanja rasti bruto domačega proizvoda. To je enostavno druga naloga, ne pa prva naloga. Prva naloga je načrtovanje v okviru nosilnosti okolja. In te države to delajo. Zato dobimo Magno, pa mene ne moti, bom zelo iskren. Jaz vem, da seveda Maribor in celotna severovzhodna Slovenija potrebuje večje število delovnih mest. Sploh ni v tem problem. Tudi, bom zelo grdo rekel, tudi lakirnico bi lahko sprejeli, če bi imeli seveda določene jasne, nedvomne okoljske in vse ostale emisijske standarde. Problem je v tem, da enostavno tukaj nismo izkoristili drugih možnosti. To se pravi, da bi postavili tovarne ne samo Magno, ne na najboljšem kmetijskem območju, če imamo 50% oskrbo z hrano, ampak jih bi postavili na območju nekdanjih industrijskih in drugih degradiranih območij. Mimo grede narejena je bila raziskava inštituta oziroma tudi oddelek za geografijo sodeloval, kjer smo ugotovili, da je v Sloveniji 3100 hektarjev degradiranih površin. In okoljsko zaveščene države seveda iščejo najprej take lokacije. Zakaj? Da zaključim iz dveh razlogov. Prvič, da se zaščiti kmetijsko zemljišče in sploh bioproduktivno zemljišče, in drugič, da hkrati z postavitvijo industrijskega objekta pride do sanacije teh območij. In tukaj je razlog zelo jasen. Danes je ravno protestni shod, kot veste, me zelo veseli, da se, zdaj bom malo grdo rekel, končno tudi zdravstvena stroka jasno in nedvomno postavlja tam, kjer smo je ekologisti že zdavnaj pričakovali, da se je postavila za interes ljudi in za zdravje. Vi sami veste, da je tle okoli 2800 ljudi ogroženih zaradi azbesta. In zdaj bom grdo rekel, namesto da če že se sežigajo odpadki v omejenem količini, potem bi pričakoval, da se na območju ozemlja Slovenije sežigajo slovenski odpadki, ne pa italijanski in avstrijski. Kot vidite, se začenjam razburjati in to je zelo dobro. Če razlog pa v tem, če smo mogoče malo bolj črnogledni, da je pač država tako šibka in da v resnici, ampak nočem priti v teorijo zarote, ampak da to seveda vsem, ki intervenirajo v tem prostoru, tudi gospodarsko, da v bistvu ta šibkost ustreza. Videli smo recimo par primerov, tudi v Mladini smo jih popisovali, recimo primer, kako zlahka je tobačni lobij lobiral v Ministrstvu za finance. Videli smo primere, da v bistvu je ta birokracija tako strokovno šibka in tudi sicer šibka v političnem smislu, da lahko ti, ker v resnici pa z vidika poslovanja nekih družb, ki hoče to zelo profitabilno, da prehajaš na tako področje,
A mogoče je ta šibkost v bistvu v interesu nekaterih in enostavno se zoper te interese ne znamo v tem smislu postavljati. Ker dejstvo je, da ta stihija, ta odsotnost teh pravil je v bistvu povzroča ekstra donose. Ja, jaz bi rekel takole, se pravi, če nimaš nekega na krovni ravni, se pravi, nekega strateškega razmisleka, neke vizije, potem seveda ne moreš ničem Se pravi, če nimaš na krovni ravni, na državni ravni neke vizije, neke strategije, potem seveda tudi ne moreš pričakovati, da se bo kaj takega izvalo na nižjih ravneh. Se pravi, da smo videli ta primer, recimo, ob ukinjanju dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, kako zlahka so v bistvu interesi nekaterih podjetij v bistvu premagali politični interes ali pa politično voljo in seveda tudi zrušili konec koncev vlado na tobačnem področju. Na drugih področjih je dosti podobno. Seveda vi ne morete v tem primeru pričakovati od uradnikov, da bodo v bistvu izvajali neko strategijo, če ni nekega konsenza. Recimo, poglejte to, kar se danes dogaja na področju gradbeništva, na področju tega, kdo dobiva te projekte, katera podjetja, z katerih držav. Pred nekaj dnevi sem sedel na enem, ne bom rekel, da je strateški, ampak svet za investicije, kjer so ta največji igralci na slovenskem trgu, ki so predstavljali, kaj se bo dogajalo z investicijami na dolgi rok v Sloveniji. In tam je seveda jasno, da na koncu diskusija, ker sem jaz predstavil to našo študijo o tem, zakaj v bistvu lahko v Sloveniji dobi velik gradbeni posel turško, kitajsko podjetje, nikakor pa se to ne more zgoditi, recimo na eni razviti zahodne evropske države. V Avstriji ga ne more dobiti. In potem seveda tisti, ki so te odločitev sprejeli, seveda se potem nekako poskušajo opravičevati za to, zakaj do tega pride in potem se poskušajo na našo zakonodajo sklicevati in potem pridemo koraku naprej do tega, da se pokaže, da imajo v Avstriji povsem enako zakonodajo kot pri nas, ki ustreza zakonodaje Evropske unije, spoštujejo, obstajajo povsem enake direktive, povsem enake smernice za vse članice Evropske unije, ampak nekaterih implementirajo, nekateri ne. In tako smo prišli do tega, recimo, da je Evropska unija v boju proti temu, da ne bi Kitajska in druga podjetja dobivala preveč poslov v Evropi, je lani sprejela še eno dodatne smernice, lani julija, glede javnega naročanja in tam noter zelo jasno piše, da države niso dolžne na teh javnih razpisih oziroma da lahko izločijo ponudbe iz tretjih držav, ki ne spoštujejo enakega transparentnega dostopa do trga javnih naročil kot Evropska unija. In tam imamo en sporazum, ki obstaja v okviru Svetovne trgovinske organizacije o javnih nakupih. Evropska unija je recimo podpisnica tega, Kitajska, Turčija niso. Ampak, v Avstriji taka podjetja na javnem razpisu, recimo kot je bilo Karavanke, v bistvu se niti ne poskuša prijaviti. Če bi se prijavila, bi tako izpadla. In potem naši igralci pravijo, ja, mi bi to naredili, mi bi jih izločili, ampak potem bi recimo državna revizijska komisija bi nas zavrla. To pomeni, in ko smo tudi prišli v diskusijo do tega, v Avstriji je v bistvu nek neformalen dogovor v vseh ostalih razvitih evropskih državah, da pač takšne velike posle dobijo samo domače podjetja. In živijo s tem. Mislim, na vseh ravneh, odgovorne ravni, na vseh ravneh uradniških naprej je ta konsens in slučajno ne more nihče prizraven. Pri nas tega ni, v bistvu je kaos. To, ker seveda ni na tej krovni ravni neke vizije, neke strategije in seveda potem uradniki spore, kaj oni vedo. Lahko jih kdo pokliče po telefonu, prija tako bi mogoče moral biti, potem se bojijo za svojo nadaljno usodo in lahko odločijo tako ali drugače. Občajno se poskuša potem na neke formalnosti sklicevati, ampak kot vemo, pravo lahko tolmačiš tako ali drugače. Je seveda tukaj predvsem tisto, da ga tolmačiš oziroma da v bistvu s pravom uveljavljaš svojo nacionalno strategijo. Pri nas tega ni in kako prihajamo v inspiracijo. V obdobju približevanja Evropske uniji smo pač verjeli v prosti trg in potem smo po celi vzhodni Evropi v času krize je nekako to spoznanje, da v bistvu je prosti trg bil enosmeren.
in da je bil v bistvu, da smo bili, kako sem bi rekel, vzhodna Evropa prosto lovišče. Ampak to spoznanje je že prišlo. Ne? In če vidimo, je v delu vzhodnoevropskih držav šlo v nacionalizem, populizem. Del tega izvira tudi z tega, ne? Tudi na Madžarskem in Poljskem, da pač so bile države na nek način ekonomsko anektirane. Ampak to spoznanje je zdaj že staro. Ne? To spoznanje je iz leta 2011 je prišlo vsem, smo se ga vsi zavedali, to spoznanje, da je tle bilo, kako bi rekli, da je šlo za razširitev trga tudi v tem smislu, da se zasede ta lovišča in področja. In zdaj je minilo 9 let in veliko držav je tle že naredili čisto ene druge strategije, mi pa še vedno nimamo v resnici, bom rekel, tlega nacionalnega konsenza. Dušan, ko si prišel v predsedstvo Republike Slovenije, ko si bil član. Kar je bilo veliko presenečenje, tudi zame. Ampak, a takrat, ko si prišel, je to obstajalo, ste prišli do nekih teh strateških dokumentov kot člani predsedstva? Kako je to izgledalo? A to smo včasih imeli, ali imamo zdaj samo lepe spomine, da včasih je to bilo? Ne, ker veliko tle dela nostalgija, ne, pa pol za nazaj mislimo, kaj vse je bilo, kaj je bilo. Takrat seveda je šel razmislek predvsem v tej smeri, kako bi na dveh ključnih strateških poljih prišli do širokega političnega in seveda državljanskega soglasja. To se pravi osamosvojitev kot taka in demokratizacija, čeprav jaz mislim, da glede demokratizacije danes pozabljamo in razmišljamo samo o politični demokraciji, ne pa še o ekonomski in teritorijalni demokraciji, mimo grede. Takrat enostavno, Grega, ni bilo niti časa za, bom rekel, bolj dolgoročne strateške premisleke, predvsem se je iskalo, Milan bo to sigurno potrdil, tisto osnovno, eksistenčno pomembno soglasje o teh ključnih dveh strateških ciljih Slovenije. Je pa res, je treba pa povedati to, da je bil ob vseh, mislim, če bi hotel biti človek zloben, bi seveda govoril predvsem o tem, kar je bilo negativno v tistem času. Ampak jaz mislim, da je po 30 letih čas, da tudi kaj pozitivnega spregovorimo. Takrat je bil, predvsem je bila kultura dialoga, strokovnega, političnega, kljub vsemu večja, kot je danes. Na višji stopni, ob vseh, bom rekel, odstopanjih je kljub vsemu vedno, ko smo se pogovarjali, predvsem v okviru predsedstva, smo se maksimalno trudili, da smo prišli do soglasja. Seveda soglasje v tem primeru, v takih primerih pomeni, da iščeš tudi kompromise. In to je težko. To je osebnostno, ne? Vsak je prišel za svojim vrednotnim sistemom in iskanje tega kompromisa je izredno težavno. Sem še en stavek, ker nimam nobenih političnih ambicij, seveda je treba povedati, da je bilo to delo na predsedstvo pri iskanju soglasja uspešno tudi zaradi tega, ker smo imeli takrat predsednika, ki je bil temu zelo naklonjen in si mi v okviru predsedstva nismo domišljali, da imamo vse odgovore. Mi smo zelo pogosto se srečevali z strokovnjaki, ki so se ukvarjali s posameznimi, recimo z nacionalnimi problemi. Danes je po mojem mnenju ta strateški premislek in ta neuspešna zunanja, predvsem zunanja politika pogojena s tem, ker si obstoječi politiki, vodilni politiki mislijo, da obvladajo vse zadeve. Malo skromnosti, bom rekel, te intelektualne skromnosti bi pričakoval in če bi bila ta intelektualna skromnost, potem se bi v teh ključnih nacionalnih odločitvah odločalo tudi s pomočjo strokovnjakov. Samo, Grega, še en stavek. Poglejte, gibanje za podnebno pravičnost. Mladi
so postavili kot izhodišče svojega dela, kot podstat znanstvene ugotovitve. Znanstvene ugotovitve o spremembi podnebja. Njihov mednarodni panel za podnebne spremembe, njihove ugotovitve so osnova za njihovo delovanje. Slovenska politika pa znanost enostavno negira in jemlje kot moteč faktor pri sprejemanju strateških odločitev, kar je popolnoma zgrešeno. Ampak prav to, kako do tega sploh pride, dr. Kovač, kako se sploh pride do tega, da se te strategije sprejmejo? Jaz sam sem bil udeležen v enem primeru, ko sem bil predsednik društva novinarjev, takrat smo se vstopali v Evropsko unijo in sem kolega Avstrijce zelo prosil in mi povedal, kako so oni zaščitili svoj trg. In mi nikakor noben ni hotel povedati. To so kolegi iz novinarskih organizacij, dokler en pač ni obupal in mi povedal, da so pač takrat pred vstopom v EU sprejeli zakon o kartelih, določili 7 področij, strateških in drugih tudi medijsko, določili, kako se ta podjetja lahko na tem področju prevzema, kako se ne prevzema, z drugimi besedami. In mi je to zelo težko povedal, počutil se kaj en narodni izdajalec, zato ker hkrati je pa on seveda mu to ni bilo všeč, ker je gledal na Slovenijo kot na potencialni trg za njihova medijska podjetja. Ni to nekaj, kar prideš v Nemčijo, pa ti povejo, kako oni ščitijo svoje trge. Ni tudi v Avstriji ti ne povejo. Kako to sploh zvedeti? To je neka, to ni stvar, ki greš, pa jo zveš. Bom zapravo. Če malce skušamo odgovoriti na to strokovno, bi rekli, da je ena izmed naših temeljnih težav na tem področju razumevanje institucij. Tako formalnih institucij, kot neformalnih institucij. Mi smo formalne institucije seveda strašansko zbirokratizirali. Zakaj? To je tisti paradoks, o katerem je Jože prej govoril, ko je zelo zanimivo rekel, stanje pravi je kaotično, kajti pri nas se vsak drži pravzaprav pravil in zakonov in krati nimamo neformalnega dogovora o tem, kaj bi pravzaprav bilo potrebno storiti. O teh stvarih se ne govori, ampak se jih preprosto dela. Kaj je zdaj kaotično? To, da imamo preveč formaliziranih stvari ali to, da pravzaprav imamo pomanjkanje neformalnih dogovorov, ali pa so ti neformalni dogovori potem taki, ki so v bistvu drugorazrednega značaja, recimo v primerjavi z nekaterimi drugimi. Vse to pravzaprav kaže na tisto, kar želim povedati, da je pri strateškem razmisleku eno izmed, zlasti kadar se pogovarjamo o državni ravni, pomen in preprosto delovanje institucij temeljnega značaja. Zdaj, institucije, kot rečeno, so na eni strani formalizirane in na drugi strani so neformalne. Te neformalne so v bistvu tiste najtežje, povezane z vrednotami, povezane pravzaprav z nekimi nenapisanimi pravili, ki zadevajo neko, lahko reči, tradicijo in družbeno odgovornost političnih struktur, tudi poslovnih struktur, tudi pravzaprav nekih gremijev, ki delujejo v ozadju, pa pri nas seveda smo to poimenovali malce v literarnem smislu, strice, tete, stare mame, stari ate v ozadju. V resnici gre pa pravzaprav za to, da imate vi v ozadju vendarle na nek način neke razmisleke, neko, če hočete, civilno družbo. Mislim, da je Dušan prej gotovo, da je zlasti v 80-ih letih, videli lahko komunistom očitamo, ker hočemo se konec konca tukaj. Je kar veliko takšne. Ampak to je bila združba, ki je imela pravzaprav neprestano vizije. In to je bilo, ali so bile prav, napačne, niti za tem hipu ni tako pomembno, ampak imeli so vizijo in imeli so pravzaprav neko, zlasti v 80-ih letih, ko so iskali aktivno rešitve, neko zelo odprto, transparentno diskusijo. Govorim transparentno v tem smislu, da mogoče ni bila toliko silno javna, ampak ta civilna družba, ki se je v bistvu gradila ob tem, je bila zelo, zelo živahna in razpon razprav, število razprav,
kakovost teh razprav je bila v 80 letih neprimerljiva s tem, kar smo potem kasneje, ko smo bolj ali manj posnemali in skušali zgolj površno prilagoditi formule, ki smo jih pridobili. Tako da, meni se zdi, da je to eno izmed tistih ključnih vprašanj, ne? Kako in na kakšen način v tej družbi predstaviti in postaviti neko institucionalno zgradbo in seveda formalne in neformalne institucije kot nekaj, okoli katerega se plete pravzaprav resnost neke države. Zdaj, zakaj se je pri nas v bistvu tudi pri zlasti, ne glede na to, zdaj Dušan je prej govoril, da mi strategije imamo, ampak jih žal torej ne izvajamo ali pa jih recimo nekako ne dosežejo potrebno politično legitimnost. Glejte, eno je, da pravzaprav niti ne vemo, da jih imamo. Ne? Drugo je, tudi če bi vedeli, da jih imamo, bi nas bilo še bolj sram, da jih imamo. To je drugo, pa še druga ne? Se pravi, če je strategija dobro napravljena, potem sem rekel, veste, strategija tisti, ki malce razumejo ta posel. Pri strategijah je še najmanj pomemben papir. Najbolj pomembna je strategiziranje, ko pripravljate ta papir, kajti takrat pravzaprav aktivirate diskusije najrazličnejših ravni, takrat dosegate konsenze v smislu iskanja rešitev in postavljanja pravih problemov, potem napišete ta papir, ki je pravzaprav stvar nekega, lahko rekli, intelektualne rutine, in na koncu je seveda spet izjemno pomembno, kako izvajati to. In vsaka pametna strategija ima to v izvedbi. Mi imamo še vedno neke 5-letne, to je tam od leta 1917, to je prva 5-letka, ki je imela prvo močno strategijo v sovjetski takratni Rusiji, in leta 1921 je prišla nova ekonomska politika, reforma, ko je Buharin ugotovil, da niti slučajno ne bo šlo tako, kot so si zamislili in tako dalje. Ampak strategija je potem kasneje, mi ta 5-letni diapazon še vedno imamo. Strategija, paste, je odprta knjiga, ki jo vi iz leta v leto dopisujete. Vi lahko seveda greste in pišete nekaj na novo, ampak v resnici jo neprestavno evalvirate in jo imate pred seboj zato, da seveda skušajte zadeve pravzaprav držati v kondiciji. In to je tisto, na kar se potem vežejo seveda vsi ostali, recimo, razvojni dokumenti. Mi te zgradbe preprosto nimamo. Mi imamo danes en sam takšen malo strateški ime, to je fiskalni svet. V nekem zelo nesrečnem poizkusu, v neki zelo nesrečni zakonodaji, tudi sicer sporni zgodbi iz Evropske unije, ampak kljub temu je to neka institucija, ki danes pravzaprav edina, ki deluje. Tam imamo recimo bivšega predsednika države, ki je takrat vzel prvi fiskalni svet recimo pod svojo okrilje, čeprav smo bi morali biti pod okriljem države. In potem, ko smo se samo ukinili, je ta država še leto in pol mislila, ali so vsi drugi mislili, da obstajajo. To je bilo potem po predsednika, tega ni bilo več. Spravi, nismo imeli niti skrbnika, niti nismo imeli nekoga. Ampak hočem povedati, imeli smo neko institucijo, o kateri pravzaprav ničem ni vedel v končni inštanci, da obstaja. Mene je leta 2014 poklical ugledni novinar Dela in rekel, kako je leto za našim poročilom, ki smo ga seveda prvi 2 leti, jasno, ob predsedniku države seveda javno promovirali. Jaz rekel, se že 2 leti ne obstajamo, ko pa ste v kolofonu vlade in tako dalje, seveda. No, hočem vam povedati, to je odnos do institucij, to je odnos do dela in to je odnos pravzaprav do nekega, če hočete, strateškega delovanja v tej državi. To je neka kultura. In ta kultura se potem kaže kot nekaj neformalnega. To je tisto, kar seveda mi v tem seveda nismo niti poizkušali izgrajevati. In to so države, ki to očitno imajo. Veste, če boste vi menjali, kaj se vem, če smo zdaj zelo v operativnem smislu gledamo, posamezne recimo pomembnejše inštitucije, recimo SDH, ki ima za sabo, mi še vedno govorimo sicer o 10 milijardah premoženja in tako dalje, to premoženje smo že v veliki meri razprodali in tako dalje, nekaj manjega je pa tisto, kar je ostalo, mimo glede,
ni več donosno, nam ga bi pa radi obesili še kakšne nove potencijalne uporabnike in seveda zahteve. Če menjate uprave na leto, dve, ne, če celo ministri in nekateri strokovnjaki razmišljajo, da je treba pravzaprav to menjati, ker je to politični organ, pravzaprav za vsako vlado pa menjate na leto, leto pa pol ali pa dve, ne. Potem seveda ne morete voditi neke institucije. Vsak, ki se spozna na korporativno ali pa menedžersko upravljanje, ali takšne institucije, ali države, ali pa recimo česarkoli, ve, da morate imeti 4-8 let mandata, če približno želite karkoli narediti. In zato vidite, mi ene stvari pravzaprav ne znamo več izpeljati, kajti vsaka reforma, naj si bodi zdravstvo, naj si bodi zdaj tudi že šolstvo, ne, zahteva pravzaprav 4, 5, 6, 7-letni ciklus, da vi sploh to lahko izpeljete. Vmes pomenite 3 vlade v povprečju v Sloveniji v zadnjih 10 letih. To preprosto ne gre. Ne gre ne politično in tudi ne metodološko. Celo, če bi politično to želeli, če bi strokovno to zmogli. In to je tisto, kar je na nek način ključ te zgodbe. Naj se sliši še tako hecno, ampak politična stabilizacija je osnova za to, da vi lahko karkoli na katerem koli strateškem področju naredite. Potem morate določiti in imeti zaupanje v neko strokovno enoto, ki bo pravzaprav imela mandat, da bo pokroviteljstvo, seveda nekih umestnih členov, lahko izvajala neko reformo, ki ima ciklus nekaj let, ker preprosto nekaterih institucionalnih podsistemov ni mogoče preko noči izboljšati. Vse problem zdravstvenega sistema niso za božjo voljo čakalne vrste, ampak je podobnega, ki bomo preštevali potem, ali smo za 1002 ali 10 manj ali več. Če hočete na šolskem področju rešiti in ponovno reformirati bolonjsko reformo, ciklus tam je ravno tako 10 let, da sploh karkoli lahko začnete evalvirati od trenutka, ko začenjate stvari uvajati in tako dalje in tako dalje. To se pravi, celo vrsto področij imamo, ki zahtevajo zaradi časovne, zaradi strokovne, ali kakškoli tudi politične komponente, pa zbog nek srednji ali dolgoročni koncept. In strategije običajno države, ko smo rekli, imamo 10 let, zdaj se pogovarjamo o 2030, imamo že 2050. Ne? Pazite, to so nekateri projekti, če smo mi danes pogovarjali o energetiki, energetski projekti imajo časovno dobo pravzaprav 30-40 let. Vmes po normalni poti imate 10 ciklusov vlad. Po normalni, če vse normalno. Ne? To se pravi, da potrebujete pravzaprav nek konsens in neko zaupanje v stroko, v tudi, če hočete, v nek političen premislek, da ko enkrat to osvojite, ker so to tako resne zadeve, potem tukaj ni sprememb. In če mi ne pridemo seveda do tega, da bi to znali in zmogli napraviti, potem seveda smo preprosto pred tem, da nikoli, vidite, recimo energetska zgodba, ne, mi nismo ene stvari, ki je zdaj ključna, ne, če zdajšnjo ministrico za energetika, trenutno ni vprašanje, seveda zame ne, ali bomo dali razmislek v tem dokumentu, kaj bomo naredili recimo z Tešem, kaj bomo naredili recimo z Nekom in tako dalje in tako dalje. To se pravi, to so projekti, ki morajo imeti strategije za to, da jih strategije za 30-40 let podprejo. Mi imamo letne plane, zato da znamo letno poslovati. Imamo srednjeročne plane, zato da znamo poslovati v 2-3-4 letih. In imamo seveda dolgoročne načrte, 20-30 let, zato da lahko pokrijejo 30-letne projekte. In da se dokler ti strateški dokumenti za temi projekti stojijo, potem te projekte pravzaprav začenjamo izvajati, kajti približno 10-20 let nekateri projekti trajajo, da jih lahko sploh izpeljemo. In potem od to dalje seveda se stvari odvijajo. No, to so, vidite, neki razmisleki, ki pravzaprav kažejo, ne, da se po svoje vrtimo na nek način skozi okoli pravzaprav nekih istih problemov in iz tega na nek način ne najdemo izhoda. Ne. So pa koraki pravzaprav iz dneva, iz minute in minuto pravzaprav težji. Jaz bom mogoče samo tukaj nekaj dodal, pa v bistvu bom zelo poenostavil stvari.
To, če hočeš imeti neko strateško vizijo, potrebuješ predvsem družbeno elito. Rabiš neko elito, ki je politična, ki je gospodarska elita, ki ima družbene interese. Tega pri nas enostavno trenutno ni. Mogoče je bila ta elita nekoč združena v tem forumu, ki je bil ustanovljen. Takrat so bili ob tem ljudje, ki so danes tukaj, še predvsem gospodarstveniki, in je v bistvu izgledalo, kot da ima nekdo neko vizijo, ima nek interes in da bo mogoče, tako zelo nazvem, poskušal vplivati na nekaj. Danes tega jaz več ne vidim. Niga. Če gledamo, recimo, prej je gospod Repovš omenil Avstrijo, pa te zahodnoevropske države pred širitvijo na vzhod, jasen interes je bil, da treba dobiti ta velik trg, da bodo lahko pač njihova podjetja tukaj prosperirala prek trgovine, prek trgovinskih tokov in preko prevzemanja podjetij. Hkrati so povedali, da se širijo na vzhod, kjer je delovna sila bistveno cenejša. In kaj so naredili? Na ravni Evropske unije so sprejeli direktive, ki onemogočajo, da lahko naša podjetja prosto delajo na njihovem trgu, recimo v gradbenem sektorju. Vse ne morete v Avstriji delati na enak način, kot delate pri nas. Najbrž to veste. Leta 1996 so sprejeli direktivo o čezmejni napotitvi dela, oziroma čezmejnem izvajanju storitev, leta 2014 novo. In po teh direktivah, ki je sprejela Evropska unija, dejansko, če hoče naše gradbeno podjetje v Avstriji delati na nekem projektu, ali pa montažno podjetje, mora plačevati delavcem avstrijske plače. To je to. Pri nas tega nimamo. Oni so imeli zelo jasno, se pravi, dobili so velik trg, krati so se pozaščitili. Ampak to pomeni, da je obstajal nek interes na vrhu avstrijske in ostalih politik v Evropi, elit, ki so videli, ki so gledali naprej, kaj se bo zgodilo, in so seveda izhajali z tega, da maksimirajo interese, svoje gospodarske in politične interese. Mi danes tega nimamo. Mi danes se ne znamo zaščititi pred tujo konkurenco. In nimamo vizije, kaj bomo počeli naprej. Recimo, mislite to, da ker smo končno začeli s tem projektom drugi tir, o katerem se je govorilo 20 let, mislite, da je bila to vizija kakšnega politika? Mislite, kako je prišlo do tega, da danes to zadevo delamo? Zelo enostavno, v grdo rečeno. Kot veste, je bila leta 2014 politika proti temu, tudi leta 2015. Cela vlada je bila proti. Ampak prišlo je do tega, da sem jaz pač nekoga poklical preko, gledajte, ta drugi tir je treba narediti, dajmo narediti študijo. In potem smo začeli delati na tem in smo začeli komunicirati te zadeve. In na koncu smo uspeli, kot veste, je vlada naročila kontraštudijo pri OECD-u, ki je pokazala druga tira neravno, ker pač imamo soseščini, italijanska pa hrvaška pristanišča, ki lahko za nas upravljajo te zadeve. Slovenija tega ne potrebuje, seveda z vidika Evrope ne potrebuje, ampak z vidika našega nacionalnega interesa, z vidika interesa slovenskega gospodarstva potrebujemo seveda močno železniško infrastrukturo. In potem smo seveda skozi 3-letni proces uspeli vlado prepričati, da je samo posvojila to zadevo. Podobno je zdaj glede tega, kar se dogaja glede tega, a bomo dovolili, da tuje podjetja pri nas, podjetja iz tretjih držav, da jemljajo posel ali pa delajo da preko izvajanja socialnega dumpinga dejansko pri nas izvaja te stvari. Mislim, da je imel kdo interes z področja politike in gospodarstva, da se kaj takega naredi. Spet je bilo treba nekoga prepričati, da je to potrebno. Podobno na področju energetike, kar se bo dogajalo v prihodnjih letih. Spet ni bilo nekega interesa, neke vizije tukaj, ampak v bistvu so posamezniki, ki poskušajo potem one tam zgoraj pripričati, da to bi bilo pa dobro za slovensko državo, za slovenski nacionalni interes. In to je ključen problem pri nas. Zgodovinsko gledano, te politične elite ni. Tista, ki je izhajala iz prejšnjega sistema, zdaj nekako, se kdo izrazil, izumira, nove ni, razdeljena je. Imate pa države, kot so naše sosednje države, ker je vseeno kdo je na oblasti. Ta nacionalna strategija, ali levo, desno, oni se med sabo so dogovorjeni. Ali so velike koalicije, ali so drugačne koalicije, na koncu je vedno ta nacionalni interes prevlada. Pri nas pa tega ni, vsak leče na svojo stran in predvsem pa ne vidim te nove elite, ki bi se zdaj krepila in ki bi bila sposobna videti naprej. Da moramo delati skupaj, da moramo postaviti nastavke za dolgoročni razvoj te države, ker bomo tega imeli seveda kot država vsi največji korist. In to na vseh področjih se pravi, od okoljske do čisto banalnih gospodarskih interesov. Jaz tukaj drugače razmišljam. Zelo direktno povedano,
svetovne, politične in gospodarske elite so nas pripeljale v ta položaj, v katerem smo zdaj. Tako da jaz ne verjamem v poslanstvo elite, verjamem v poslanstvo državljanstva. Poglejte, če vzamemo trenutni globalni položaj, je vizija, ki nam jo vsilila svetovna elita, skregana z zagotavljanjem eksistenčnih pogojev na našem planetu. Mi v tem trenutku za več kot 70% presegamo nosilno zmogljivost našega planeta. A se mi sploh tega zavedamo, tega dejstva? Sprejemamo načrte, zasnovane na tem, da bomo povečevali snovne energetske tokove in s tem povečevali seveda dobiček več ali manj 1% svetovnega prebivalstva. Nekaj 10 ljudi ima toliko bogatstva kot revna polovica prebivalstva. In jaz ne verjamem v poslanstvo elite, saj ne v poslanstvo take elite, ki v tem trenutku kreira naš svetovni in, če hočete, tudi, bom rekel, evropski razvoj. Sem pa absolutno naklonjen temu, da tisti, ki mogoče bolj razumejo ali razumemo te trende, po katerih se giblje svetovno prebivalstvo in po katerih se ne bo gibala naša prihodnost, če bomo še s tem nadaljevali, da se seveda tukaj drugače začne razmišljati. Jaz mislim, da če govorimo o vizijah posameznih nacionalnih držav, je to v tem trenutku absolutno premalo. Premalo zaradi vpetosti nacionalnih gospodarstv in držav v globalni sistem. In če globalni sistem usmerjajo elite, ki ne upoštevajo med drugim tudi interesov prihodnjih generacij, potem sem jaz tukaj zelo, zelo velik nasprotnik elit. Mislim, da videla sicer, da jih ni to rešala. Ampak vprašanje, ki se pri tem postavlja, je v resnici tisto, omenili ste gibanje za podnebne spremembe, ampak dejstvo je, da imamo podnebno krizo, da je ta globalna, da z drugimi besedami nikomor ne pomaga, če čisti samo svojo deželo, ne? Ali pa državo. Ne? In a je mogoče pa ena v resnici, mislim, ker je pač je samo ena krogla, a je mogoče tisto, kar je treba v tem trenutku razmišljati in kar bo na koncu, jaz mislim, množica prisilila tudi ta 1%, je pač, ker bo šlo za preživetje, da pač to, da je treba pač razmišljati o temeljni spremembi sistemov. Ker Nemčiji nič ne pomaga, če bo Slovenija onesnaževala, ali pa Indija, da si predstavljamo. Kako se sploh v tej, ker situacije se to spreminjajo. Poglejte, slovenska vlada je še vsem kjera, še pred enim letom tež razumela kot ključni energetski objekt in danes pravi, da ga zapira. Z drugimi besedami, stvari bodo dobile zelo hitro, zelo veliko dinamiko. In mi konfuzno, v tem področju je konfuznost neizmerna. Mi hkrati sprejemamo strateške dokumente glede varovanja podnebja, na drugi strani napovedujemo tretji pas po vseh avtocestah. Z drugimi besedami, konfuznost, ki je nastala zaradi teh sprememb, je popolna. Na istih vladah, kar to se ne dogaja samo nam, se sprejemajo popolnoma nasprotujoči dokumenti. Ampak mogoče je to tisto, ker pa na koncu bo treba imeti globalni konsenzus. Ja, lahko. Ja, to ste zelo lepo povedali. V bistvu nam nič ne pomaga, če imamo tukaj mi nek Green New Deal in tako naprej v Evropi, nasploh, kaj še v Sloveniji, če dokler tega ne naredijo na Kitajsko. Namreč, gledajte, kaj se je dogajalo
se zadnjič zapisal o tem, če pogledate, kaj se dogaja z svetovnimi emisijami, CO2 in drugih toplogrednih plinov, boste videli, da je zadeva eksponencialno narasla pred 2001. Takrat, ko so Kitajsko sprejeli Svetovno trgovinsko organizacijo, se je zgodilo zadeva, da so pač vse zahodne multinacionalke tja preselile svojo proizvodnjo, Kitajska je potrebovala seveda več energije, da lahko poganjala to svetovno tovarno in seveda to energijo pridobiva iz premoga, večino. Jo je, zdaj so seveda tudi Kitajci šli bistveno naprej, tudi jedrsko energijo tako naprej. In gledajte, močna korelacija med svetovnim izvozom in pa svetovnimi izpusti toplogrednih plinov. In nam v bistvu tukaj, če gledate po razvite države, Evropska unija pa ZDA, pa nas v bistvu trendno vladajo emisije. Tako da v bistvu mi se lahko tudi naprej pa lepo zmanjšujemo te emisije, ampak če so Kitajci v tem času povečali emisije za recimo 100% na svetovni ravni, potem nam to nič ne pomaga. Zdaj pa, kako se lahko zadeva zgodi? Namreč ta zadeva, da se je v bistvu svetovna proizvodnja, predvsem na Kitajsko, je bila neke vrste napaka uhlepa svetovnega kapitala, predvsem ameriškega kapitala, ker so pač videli svoje dobičke, zdaj se pa zadeva obrnila, so videli, da je Kitajska postala premočna in zdaj seveda imate se posod politične težnje, da se Kitajsko zaustavi. In nehote, ta Trump je sicer neke vrste napako sistema, ampak hkrati je pa v bistvu tudi reakcija na to, kar se je zgodilo. In Trump bo paradoksalno v bistvu pomagal pri reševanju tega problema. Tako da bodo dejansko zmanjšali trgovino s Kitajsko in se bo seveda ta proizvodnja začela seliti spet, koliko je bomo potrebovali, spet nazaj v države, kjer smo sposobni te iste izdelke izdelati na bistveno bolj učinkovit način z vidika energije, energetske porabe in z vidika izpustov. Namreč, gledate primere, primerjave kažejo, recimo, da je isti izdelek na Kitajskem izdela tudi do 5-krat do 8-krat energetsko bolj potratno, ali pa z vidika izpustov, kot pa to naredimo v zahodnih državah. Tako da v bistvu jaz vidim tukaj, da se ta trend počasi obrača, ampak do tega spremembe ne prihaja zato, ker v bistvu tale neko grassroot gibanje v spodje, ampak v bistvu zato, ker je pač Kitajska postala politično premočna in jo bodo poskušali zaustaviti na ta način. Tako da paradoksalno se ta problem reši. Tukaj se pa moče samo še tole, ne moram se čisto strinjati s tem gospodom Plutom, da je strategija vertigrov, da ne gremo v rast. Namreč samo, če rastemo, lahko Slovenci, države, ki smo manj razvite, drugih konvergiramo k tistim, ki so bolj razvite. Če ne rastemo hitreje, ne moramo tja prijeti. Kitajska, ne bi nikoli prišla tja, ker je, če ne bi hitreje rasla. In tudi mi, po osamosvojitvi, smo recimo rasli hitreje kot Avstrija. In s tem smo v bistvu konvergirali k njihovem razvoju. Zdaj, strategija, da gremo ne nehamo rasti. Vse, staj se sliši, ampak potem bomo vedno ostali nerazvite. Vedno bomo spodaj. A si to želimo? Ne, želimo si kvalitetno rast. Rast, ki bo prijazna do okolja in ki bo hkrati tudi ustvarjala nova delovna mesta, kvalitetna delovna mesta. V 80-ih letih, so naša mlajša, se rekla, rast da, tudi kakšna. To je tudi zdaj mesto. To se pravi, v bistvu gre za kakovost te rasti. Recimo, zdaj nekaj, recimo, teh dilem, ki bi kako pametna strategija, pa danes je tista pametna, ki smo jo radno imenovali pametna, v tehnološkem delu, kot, tako rekli, racionalni pridevnik strateških zgodb. Recimo, vzamemo energetiko kot eno izmed temeljev celotne zgodbe, kajti industrijski, postindustrijski razvoj se pravzaprav suče zadnjih 250 let okoli tega. No in recimo pri energetiki je seveda eno izmed temeljnih vprašanj, kje začeti. Ali začeti z racionalizacijo porabe, tu, kjer preprosto ne morete zgrešiti, v kakovosti razvoja, ali se seveda izrazito ukvarjati z drugo stranjo enačbe. Kako priti do dodatnih in drugačnih virov. Se pravi, če mi danes veliko več pozornosti in imamo fantastične možnosti, se pravi od zgradb do izbire potem tudi obstoječih proizvodov in tako dalje, zlasti pa novega razvoja, temeljili na to vrstni racionalizaciji, te, tako rekli, pametni energetiki, bi seveda zgodbo jasno lahko zapeljali precej bližje
tem ciljem, da ne bi bili pred takšnim hudim pritiskom naslednjih 40-50 letih kaj narediti pri virih, ker bi v bistvu marsikaj lahko naredili pri porabi in krati s tem izboljšali, lahko rekli, kakovost rasti in kakovost življenja. Drugo vprašanje, recimo primer cest. Se pravi, nihče pravzaprav naše primerjalne prednosti, da smo tu, kjer smo, velja za železnice, velja pravzaprav konec celo za pomorsko pot in še za ceste posebej, ker smo v teh koridorih. Niče nam pravzaprav tukaj na nek način te primerjalne prednosti ne more vzeti, niti si jo mi na nek način ne bi smeli vzeti. Ampak kako zopet napraviti? No in recimo, če imamo zdaj vprašanje tako imenovanih tretjih pasov, ki niso samo pasovi, kot jih recimo zdaj v 6 do včasih celo 8 pasovnice recimo delajo proti Benetkom iz recimo Trsta, zato da se ta pot recimo iz Milana in Genove recimo nekako olajša, ampak gre preprosto za to, kaj bomo mi v teh mestnih urbanih zagatah, ki jih imamo, rešili z tako imenovanim javnim prevozom. Se pravi, imate zopet nek drug kakovostni premik, ki je seveda strašansko pomemben in ki smo ga mi jasno v teh 20-30 letih s privatizacijo prometne politike in vsaka politika je politika, tudi ta, če jo nimate, pripeljali do točke, ki je preprosto nevzdržna. In zdaj korak zopet v pravo in pametno smernice in takšnih področij, ker bi mi pravzaprav lahko sledili nekako celo nekemu, lahko rekli, zdaj razvojnemu trendu zelene usmeritve, tega, če hočete, trajnostnega razvoja, ki pa smo ga mi vedno imeli malce za šalo. Se pravi, vedlo se je, kaj je znotraj tega ekonomski razvoj, pa smo imeli malce za okrasek, za mirno vest, potem še ta socialno-ekološki del zraven, zato da smo se počutili vsi skupaj, zlasti pa ekonomisti, malce pomirni, tisti, ki so imeli še nekaj vesti. Imamo to takšni, ki jo preprosto tukaj nimamo. Ampak zgodba je zdaj seveda resnično obrnjena, kajti če pridemo celo tako daleč, da se v ideologiji ukvarjamo v zadnjih 300-400 letih o antropo dobi, se pravi dobi, ki je človeški antropocen, ki je pravzaprav človeška vpliv, postane tako močan, da bi celo zaznamovali in iskali na nek način geološko novo prehodno obdobje v Holocene in tako naprej. To govori pravzaprav o tem, da se malce zavedamo na eni strani naše moči in vpliva in seveda tistega, kar smo do sedaj seveda pokvarili do te mere, da smo civilizacijsko vedno bolj ogroženi. In Slovenija kot neka majhna odprta država je seveda tukaj po eni strani v težava zaradi tega, kot je recimo Jože podaril, seveda je smešno, če bi rekli, ok, mi bomo zdaj tukaj rešili svet. Kot seveda lahko gremo v razlago, da če rešimo ta košček sveta, bomo rešili celo človeštvo. V neko starem izraelsko reku in izreku. Ampak v bistvu gre preprosto za to, da če pustimo to iluzijo, je zgodba to, kako in na kakšen način pristopati. Slovenija je torej majhna in ima svojo prednost v upravljivosti, v vodljivosti. Zame je največja fascinacija, da mi ne moramo teh 2 milijonov, to majhno državo, ki je v bistvu resnično obvladljiva, spraviti v tek. Ker je to v bistvu zelo enostavno v smislu vodenja in menedžiranja, v smislu pravzaprav tistih orodij, ki jih znamo uporabiti in jih imamo na razpolago. Seveda jih na nek način nismo sposobni in jih tudi morda ne obvladamo. Ampak ta namera, da smo po svoje majhni, kar je naša prednost v obvladljivosti in krati seveda majhni odprti v tem smislu, da seveda karkoli bomo že tukaj počeli, bomo početi resnično zelo, zelo racionalno, tudi na podlagi naših dosedanjih zgodovinskih izkušenj, zlasti v zadnjem stoletju, pa še kakšno stoletje nazaj, da bomo znali najti neko ravnovesje, kajti to, kar smo mi mislili leta 90-91, če imamo
zdaj 30-letnico premislekov, je, da smo stopili iz nekega negotovega sveta, ki ga je seveda simboliziral na nek način padec socializma oziroma komunizma, v nek gotov svet. Da se je izkazalo, da je tisti projekt, že takrat, ko smo stopili, je ravno v tisti fazi širitve in poglobitve v 90-ih letih stopil pravzaprav v izredno negotovo fazo, ki se je čez 10 let seveda potem začela, pa 15 let razreševati z stopnjujočo se krizo. In je še danes, kot vidite, Evropa v zelo, zelo resni krizi. Svetka, mi moramo tudi to mednarodno, globalno dimenzijo videti pravzaprav in jo presojati skozi naš srednji oziroma dolgoročni razvoj veliko bolj aktivno in veliko bolj upoštevati pravzaprav to mednarodno okolje, naj si bodi v političnem smislu, naj si bodi v ekonomskem smislu, naj si bodi tudi v ekološkem smislu. Pa teh razmislekov seveda absolutno. Ne? In to je tudi nekaj, kar potem seveda rojeva te dileme. Vrnem se nazaj. Strategije, veste, in vizije so nekaj, to hočem povedati vse skozi, nekaj zelo pragmatično. Ne nekaj, kar sanjati. Sanjati in živeti treba danes. To se pravi, celo vrsto vizij in dolgoročnih strategij je treba zastaviti tako, da lahko s kratkoročnimi koraki in ukrepi uresničujemo to zgodbo. In dva ta primera, o katerem sem govoril, mimogrede nakazujeta na dveh zelo, zelo pomembnih področjih. Naj se bodi energetike, s katero se danes ukvarjamo, ali seveda na drugi strani recimo prometne politike. Pa potem imamo urbano politiko, ki je seveda sestavni del, pa regionalno politiko, ki jo imamo, pa pa industrijsko politiko in tako dalje in tako dalje. Potem pridete počasi do tega grozda pravzaprav politik in strategij, ki jih je treba vezati na to krovno strategijo. In ta krovna strategija, veste, mora imeti ne več kot 5 ciljev. 5 do 8 je zgornja meja. To so strateške odločitve. In potem iz tega peljete. To ni pravzaprav neka ravna plošča, kjer je vse mogoče in kjer se mi vsak dan sproti prilagajamo, kar je trenutno pravzaprav naša intenca. Ampak je treba pravzaprav imeti, tudi če se motite in se boste zmotili, boste čez 10-15 let iz neke trajektorije morda lažje z nekim že storjenimi koraki prišli v neko drugo fazo, kot pa da bi se rekel, v plesnem koraku izvajate step na mesto. Vsak, ki se spozna na ples, seveda je treba osvajati seveda dvorano. In dobro je, če imate plesno smer, ker sicer ne boste šli nikam, da se boste zaleteli. Toliko v plesu, v politiki. Tvoje vprašanje je bilo, kaj in kako naprej, ali je obstoječi družbeno-ekonomski sistem in vizija, o kateri se danes pogovarjamo, sploh možno uresničiti. Jaz tukaj razmišljam, rekel, dolgoročno v tej smeri, da so sedanje razmere, ekosistemske razmere v svetu tako, bom rekel, alarmantne, da sodim, da v prvi polovici 21. stoletja bomo morali priti v drug ekosistemski družbeni red. V okviru sedanjega kapitalizma absolutno ne vidim rešitve, ker so temeljna gibala tega sistema usmerjena v stalno povečevanje takšnih ali drugačnih tokov na omejenem planetu. Enostavno ne zadeva se eksistenčno vide, ker je ekonomski sistem samo delček globalnega planetarnega ekosistema. In en podsistem enostavno
enostavno ne more diktirati delovanja celotnega planetarnega ekosistema. Hkrati pa se zavedam Grega tega, da do te spremembe ne bo prišlo drugače kot na osnovi pospešenega reformizma. Poudarjam, pospešenega reformizma. In po mojem mnenju je tle se, pa mislim, da vsi tri strinjamo, je izjemno pomembno zdaj naslednjih 15, 20, največ recimo 25 let, da pridemo vsaj do tako imenovanega ekosocialnega kapitalizma. In tle se pa z dr. Damjanom strinjam, rast je potrebna oziroma napredek samo na kakšen način. Torej, jaz mislim, da nam sam pojem rasti je kontaminiran z količino, ne pa z kvaliteto. In mogoče je tudi tukaj ta nesporazum. Mogoče samo še na kratko, kje zdaj je mesto Kitajske in kaj pomenijo za Združene države Amerike in Evropska unija. Jaz mislim, da kakorkoli razmišljamo o tem, res verjetno prihaja obdobje, ko bo Evropska unija se morala notranje zaščititi z dvemi ključnimi strateškimi ukrepi. Na eni strani je to, naj zveni še tako ali drugače, je to enostavno ekosistemski protekcionizem. Drugače, po mojem mnenju, ne bo šlo. In drug temeljni, bom rekel, predpogoj, da Evropska unija ostane vsaj približno še rahlo ekosocialna skupnost, je pa povečanje prehranske in energetske samozadostnosti. To sta ključna pogoja preživetje. Hrana in energetika, kajti na srečo je klimatski položaj Evropske unije takšen, da nam ni potrebno razmišljati o tretji, najbolj pomembni osnovi in eksistenčni osnovi, to so vodni viri. Na srečo je Evropska unija v takem položaju, da se ne bo tudi ob podnebnih spremembah srečevala z tistim eksistenčnim pomanjkanjem vode. Torej, govorim globalno, seveda bo prihajalo, kot vidite, do hudih sprememb. Zdaj smo sredi februarja in nismo praktično še videli sneg. Skratka, mislim, koga še zdaj treba tle farbati, po domače povedano. To so omejitve, ki jih bomo morali spoštovati, ali pa enostavno ne bomo preživeli. In nam gospodarska rast ne bo nič pomenila, ker ne bomo je mogli sadove gospodarske rasti enostavno uživati. Slovenija, sem še na kratko, energetika, promet. Absolutno se strinjam. In strinjam se tudi s tem, da Slovenija lahko za svojo vizijo na tem, bom rekel, socialnem, ekonomskem in okoljskem polju naredi ogromno. Slovenija se po ekosistemskih potencialih, po izobrazbenih potencialih, po strateški legi uvršča med 15 do 20 držav, ki imajo najboljše te osnovne pogoje za eno družbo ekosocialne, bom rekel, pravičnosti in hkrati tudi ekonomske uspešnosti. Ponavljam, med 15 in 20 najbolj privilegiranih držav. In kaj me skrbi, recimo zdaj na področju energetike? Pa samo to počrto, pustimo zdaj promet, samo energetika. V čem je pa zdaj problem majhnosti države na energetskem polju? V tem, da nam tako velike in napačne strateške energetske odločitve, kot je bilo TEŠ, enostavno uniči možnosti strateških sprememb na vseh ostalih poljih. Ker je to tako velik projekt, nam enostavno zablokira celoten razmislek na posameznih poljih. To je pa pomanjkljivost majhne države.
države. In zato ne bom argumentiral danes, ker ni časa za to, pa vendar prosim, da ne naredimo ponovno še velike napake, da bomo ponovno se odločili v imenu prihodnjih generacij za drugi blok jedrske elektrarne Krško in se s tem zablokirali ponovno, ker gre za velik objekt, za 50% ali pa še več pridobljene električne energije, se bomo s tem onemogočili kakršnekoli resen strateški razmišljek na energetskem polju, recimo leta 2040 ali 2050, ko nas več na tem planetu ne bo in se bo prihodnje generacije ukvarjale z našim problemom varnega shranjevanja radioaktivnih odpadkov, mi pa seveda ne bomo več takrat na tem planetu. Vem, da mogoče zdaj to zveni utopistično, ampak hočem povdarjati to, da je ključna naša naloga, da zmanjšamo porabo energije in da ne razmišljamo o povečani porabi, kajti sedanja poraba je po konceptu okoljskega prostora na prebivalca 2-krat večja, kot je v narekovaju dovoljena. In se enostavno ne smemo in ne moremo privoščiti zaradi naših otrok in vnukov, da karkoli tukaj še dodatno obremenjujemo. Če imamo seveda prihodne generacije radi. Naj to zveni še tako utopistično ali naivno, ampak to je moje iskreno, z številnimi dokazi, empiričnimi dokazi, bom rekel, podkrepljeno razmišljanje. Enostavno se tega ne smemo z etičnega vidika več dovoliti. Prihajam do konkluzije in če vas vse tri prav razumem, je v resnici temeljen odgovor je, da o strategijah in v odločanju o državi, če sem zelo dobro natančno poslušal, namreč tle se začne, niso pripoščeni ljudje, ki se s tem ukvarjajo. Se mi zdi, da to je temeljen problem, ki sem ga zaznal skozi to, kar vi govorite, da pač nimamo, recimo, tisto, kar se nam dogaja na fakultetah, in da to poznata, je, da na fakultetah raziskovalci ne delajo več. Jaz poznam tudi raziskovalce v drugih državah in mnogo delajo za državo na vseh živih področjih. Recimo, lahko povem za eno raziskavo, kjer znanec analizira sosedno državo, dve regije te države in analizira, kateri poklici so tam suficitarni, da se in daje informacije za širjenje podjetij iz te države v to sosedno državo. Toliko natančne so te analize, ki pa jih druge države naročajo in tisto, kar je prvo, kar se dogaja, da pri nas tega ni, če razumem. Lahko to konkluzijo vdam. Ker res ni, da tega stika torej med znanjem in državo ni. Absolutno. Gledajte, ekonomska fakulteta je bila zelo zanimiva. Mi smo vedno tudi v teh mednarodnih primerjavah, ena izmed naših najpomembnejših vplivnih analiz je bila vedno, kako vplivni smo mi skozi naš, recimo, delež v vladah, na ministerskih položajih in tako dalje. Potem imate seveda ministre, ki so jasno naši kolegi, sosednja vrata, kaj podobnega in seveda potem, zakaj pravzaprav prihaja do tega? Poglejte, prejšnja vlada, Mira Cerarja je imela za predsednika vlade celo uglednega akademika, profesorja. Imeli smo nekaj profesorjev v vladi, o vladi in tako dalje. Pa se vendar ni zgodilo ničesar, kar se tiče te povezave, o kateri smo zdaj govorili. Razlog je zopet zelo slovenski. Vsak minister, ki prihaja iz univerze, se seveda strašansko boji, da bi karkoli v tej zvezi napravil, kajti potem bi ga obtožili, da je seveda omogočil svojim kolegom ali svojim matični fakulteti, da je seveda v času njegovega mandata sklenila takšne in drugačne posle. In zgodba je v hipu končana. Pomeni, imate paradoks, da imate ljudi, ki so seveda akademsko dovolj izobraženi, ki tudi dokler ne pridejo v vlado, pustimo zdaj ostale spremembe, ki se zgodijo osebnosti potem teh ljudeh, da preprosto se posebej odvračajo od tega, da bi iskali povezavo med vlado in univerzo. Mi smo, več kot imamo
akademskih ljudi v vladi, dlje je akademija od pravzaprav upravljanja ali pa sodelovanja pri upravljanju države. To je tisto, kar pravzaprav... In zdaj, edina umestna stvar bi bila, da bi imeli neke umestne inštitucije, ki bi bile nekako neodvisne v okviru nekih neodvisnih institucij ali pa recimo nekih projektov, ki bi se seveda tako ali drugače vmes lahko zmenedžirali in ki bi morda z takimi ali drugačnimi avtonomijami recimo lahko delovali. To je jako potem, se popolnoma strinjam. Stroka tukaj ni imela vloge, ne glede na to, kakšna je ta stroka. Ampak še tisto, kar imamo, preprosto ni prepuščeno. In države, ki smo jih tukaj omenili, recimo Nizozemska, recimo potem daleč po vzhode, recimo ena tista, ki je meni zelo blizu, pa všeč je Nova Zelanda, v vseh pogledih primerljiva, taka zelo simpatična. To so države, ki imajo pravzaprav te mehanizme fantastično upeljane in znotraj tega seveda tudi lahko potem strokovno delujo. Mislim, da je to ena izmed glavnih poant. Jaz sem samo hotel malce v ozadju vedeti, kje je bila ta zadrega in ta zadrega se ponavlja. Hkrati še nikoli pa ni univerza, fakultete niso proizvajali in imeli to dober ver denarja za svoje raziskave, ampak in hkrati vsi zelo morajo pridobivati nove projekte. In če se vrnem na začetek, in to pa je takrat, ko se pogaja o delitvi evropskega denarja, v katera področja se usmerja ta denar. In imamo zelo veliko projektov raziskovalnih, ki nimajo namena, razen tega, da ga je treba narediti, ker je to pogoj za to, da dobi donaten denar. In je tle, mislim, da se tudi s tem zelo veliko ljudi ukvarja, bi se strinjali, gospod Tanec. Ja, zato je, mislim, čeprav predte, ta strategija Evropske unije na področju tudi, recimo, katera področja usmerjajo denar, je v bistvu zelo usmerjena. V tehnološki razvoj, zelene tehnologije in tako naprej. Tukaj smo mi bolj slabo zraven. Ker pri nas notrej smo ustrezno organizirani in tako naprej biti usposobljeni. Ampak jaz bi pa končal z eno drugo zadevo danes, namreč zelo pragmatično, kot vedno. Jaz sem reč pragmatičen in banalen očitno. Ampak, če hočemo imeti strategijo, potem pač nekdo se mora odločiti tukaj, pa zbrati ljudi okrog sebe in se potem pogovoriti in dogovoriti. Spravi, recimo, da obstaja ena oseba, ali pa da obstaja recimo ena elita, ki je lahko kapitalska, politična, enostavno za en vikend skupaj zapre glavne politične voditelje in reče, gledajte, dajmo to prediskutirati, to narediti. To je to. Drugače se ne da. Seveda se tudi politiki hočejo imeti dobre programe in tako naprej, da bi lahko jih čim bolje prodali, da bi se lahko sami sebe čim bolje prodali in tako naprej, ampak nekdo jim mora dati. Oni si nimajo, gledajte, tole, kar mi gledamo danes, je 4., 5., 6. liga na političnem področju in tako naprej, pa ministrske. Tukaj ne morate pričevati, da bo nekaj nastalo tukaj, da bodo oni imeli vizijo, da bodo imeli strategijo in tako naprej. Nekdo jim mora odzvoniti dejansko te zadeve priprav. V drugih državah očitno so to sposobni in imajo tudi recimo stranke, so v bistvu tradicionalne stranke, so organizirane in v bistvu hierarhija v strankah deluje skozi nekaj desetletij ali pa stoletja in v bistvu te stvari nekako se same po sebi potem izkažejo na koncu v obliki nekih dolgoročnih nacionalnih strategij. In pri nas bo nekdo moral to prevzeti. Če je neka kapitalska elita v tej državi, če še je politična, potem mora stopiti skupaj in se v bistvu odločiti. No, osnovno, kar se meni tiče. Že moral izdvojiti recimo vsebino, ki se mi zdi, da bi lahko zelo hitro prišli do političnega in tudi državljanskega soglasja v Sloveniji, je to po mojem mnenju brez dvoma policentričen in skladnejši regionalni razvoj Slovenije. Jaz mislim, da je to izjemno pomembno za državo z 2 milijoni prebivalcev in da je skrajni čas, da se z tem centralističnim razvojem Slovenije, ki forsira tako ali drugače samo še razvoj ljubljanske urbane regije, da je to strateško tako zgrešeno, da nam jemlje to, o čemer smo se prej pogovarjali, ta ustvarjalni kapital, ki seveda pred 2-milijonskem narodu ne more biti tako velik.
In se mi zdi, da je to ena tema, ki jo bi bilo potrebno postaviti v ospredje in iskati soglasje. Pa bom s tem zaključil, da ne bomo predolgi. Za ta del bomo prišli še na vprašanja. Upam, da smo zadovoljili ta košček vprašanj, ki so se odprli. Bi pa povabil Božota Repeta k eni intervenciji odzivu v bistvu na to razpravo. Hvala za prijaznost, domnevam, da to izhaja iz mojih kritičnih člankov v Mladini, zlasti mislim o državi kot družbini. Ja, moram reči, da zame je bila izjemno zanimiva, ker gledam na stvari, gledam na zgodovino pač z vidika neke prihodnosti. Začel bi samo nekaj kratkih stvari, da vam ne bom imel preveč časa. Začel bi z tem, kar je rekel Dušan nazadnje. Mislim, da je to najbolj utopičen projekt v Sloveniji in je absolutno neizvedljiv. Kdor danes mora teh, koliko je 212 občin ali koliko, 14, spremeniti nazaj na recimo nekih normalnih 60, kdor zmore ustanoviti pokrajine, kdor zmore spremeniti volilni sistem tako, da ne bo nekdo izvoljen za 400 in manj glasovi, potem moram reči kapo gor. Drugo, kar bi rekel v zvezi z elitami, jaz sem v bistvu z tega pragmatičnega stališča pravzaprav vidim, da se lahko nekaj malega premakne na način, kot je rekel kolega Damjan. Se pravi, da prihajajo neke ciljne in zelo usmerjene pobude, izdelane strategije iz civilne družbe. Eden od velikih problemov so v resnici stranke, ne mislim samo stališča demokracije, ker v bistvu družbe funkcionirajo tako, da se strankarska demokracija prenaša v neko splošno demokracijo. Mi smo pa prenesli stari enopartijski sistem, samo večstrankarski sistem, nič drugega pravzaprav nismo naredili. Multiplicirali smo to, kar je bilo prej znotraj ene stranke. In kar se mi zdi najbolj problematično pravzaprav pri vsem skupaj je to, da te stranke nimajo intelektualnega zaledja. To je povezano tudi s tem, kar je rekel kolega Damjan. Če ne samo, da ga nimajo, ne želijo ga imeti, ne marajo ga, nočejo ga, ker je to pač neka politika barantanja, ki funkcionira na leto in pol, kakorkoli že. In zato je to eden od glavnih problemov. Mi smo naredili ogromno nekih konstrukcijskih napak, namerno ali nenamerno, in to je izjemno težko popraviti. Mislim, da je tukaj vedno seveda diskusija, ali si črnogled, ali si optimist, ampak mislim, da nekatero teh bo res težko popraviti. Hvala. Še gospod Kocijančič je dajal besede. Tukaj. Hvala lepa. Prvič, odgovor na vprašanje je Slovenija lahko še naprej brez vizije. Brez problemov. Samo plačali bomo drago ceno za to, drseli bomo še naprej v nerazpoznavnost, v marginalnost in bomo v glavnem problem sami sebi. Pa sem pa klenes bo kdo, ko bomo slučajno čas brcnil, pa ne bo niti on natančno gledati, zakaj nas je brcnil, niti mi ne bomo razumeli, zakaj nas je brcnil. Drugač pa, što je alternativa politiki z vizijo, za strategijo? To je politika medsebojnega sovraštva. In ta se v Sloveniji množično prakticira. Tisti, ki so, recimo, ljubitelji madžarske literature in publicistike, so danes videli eno lepo naslovnico tednika Demokracije, kjer je marsikaj od nas natisnen in smo sinonim globoke države. Zdaj, to je seveda globoka država, je smislek, ne odgovarja resnici, če bi pa razmišljal na humorni način, bi pa rekel, da veliko rajš sodelujem z globoko državo, kot s plitvimi ljudmi, ki gradijo svojo politično prihodnost na sovraštvu, na delitvah. In to je temeljni problem Slovenije. Drugač pa, da bi naredili
strategijo, dokumente, ki jih že vse imamo, bi po mojem rabili poleg strokovnega pristopa, in to mislim, da bi morala biti vodilna ekonomska fakulteta in ekonomisti, ker bistvo vizije mora biti odgovor na vprašanje, od česa bodo živeli naši otroci, vnuki in pravnuki. In to vprašanje ni tako enostavno, ni pa tudi tako težko, ker Slovenija v celoti gledano ne kaže slabo. Jaz se strinjam z profesor Kovačem, da je pravzaprav veliko vprašanje v nastajanju strategije, prvič v analizi stanja, fact-finding mission. Zakaj je Slovenija ena od redkih postsocialističnih držav, ki je preživela z industrijo, in to z 4 večjimi proizvajalci, pa z velikim številom manjših, ker nas je naredili zelo fleksibilne, tudi dokaj sodobno organizirane. Kje so temeljni problemi, po mojem temeljni problem v novem ekološkem obnašanju, v recimo nizkoogljični družbi, in tu nimamo temeljnih odgovor na vprašanje, kaj narediti v elektroenergetiki. Samo oskrbe imamo za 85–85%, proizvodnje imamo 3, ena je recimo hidroenergija, ki recimo, da je manj sporna in bi se kazali posodabljati, čeprav zgleda, da je zgraditev vsake nove elektrarne misija nemogoče zaradi tega, ker so civilne iniciative proti temu. Bolj imamo tež, oziroma imamo termoenergijo, tretjina, to nadomestiti bo izjemno težko in se ne da po izračunih z nobenim drugim sistemom nadomestiti, in potem imamo nuklearko z vsemi vprašanji, ki spadajo zraven, se ne bi zdaj opredeljeval. Ampak recimo dogovoriti se, da ukinemo še 2/3 od sicer pomakljive elektroenergije, ki je pogoj za našo ekonomsko eksistenco, ker smo pretežno industrijska država, je politika ekonomskega in družbenega samomora. Jaz mislim, da je to zelo zahtevna naloga, ki se je treba lotiti. Pol naslednje vprašanje, upam, da ne bom predolg, je seveda odgovor na vprašanje, kako je sodobna Slovenija nastala. Eni bojo rekli po Trubarju, intelektualno sigurno ali pa narodnostno, ampak nastala je z južno železnico. Se pravi, Slovenija, ki je križišče, močno zavisi od prometnih sistemov. Nekaj pa tukaj delamo. Ukinjamo cele sisteme, recimo tistega, ki mi je zelo blizu, letalsko družbo, ker je eklatantna neumnost in v nobenem sorazmerju z stroški in denarji, ki jih na drugih področjih mečemo čez ogenj. Pa recimo avtocestni križ. Takrat, ko smo to delali, jaz sem bil v tisti vladi, ni nihče razmišljal, da bo Slovenija postala tranzitna država na liniji Kijev-Barcelona. In da se bo čez Slovenijo valil toliko tovornjakov, da nam bojo uničili okolje. Avtoceste nam bo uničili okolje, in tukaj neko dogajanje v vsakodnevni praksi terja nove strategije, pa jih ni. Ne zaključen s tem, jaz mislim, da so te problemi rešljivi. Velika prednost Slovenije pa utegne biti tudi to, da smo socialno relativno malo razslojeni. Moje ime je Dušan Krček. Svoj čas sem bil direktor Hidrometeorološkega zavoda. Kasneje sem vodil urad za Evropo, Svetovne meteorološke organizacije, sem se ukvarjal s 50 evropskimi državami in državami okrog Sredozemlja in na Bližnjem vzhodu. Torej, sem se veliko ukvarjal z državami. Ukvarjal sem se s strateškimi vidiki, z vizijami, in šele, ko sem bil zunaj, sem pravzaprav razumel, kaj pravzaprav v Sloveniji potrebujem, oziroma kaj sploh imamo. Najprej, je Slovenija lahko še naprej brez vizije. Sej nismo brez vizije. Prostite, nismo brez vizije. Imamo že stoletja vizijo. O tem pišem v sobotni prilogi dela že 10 let. Vizija Slovenija, ki Slovenija sledi,
Po izročilu, nikjer ni napisana, je sonaravnost, je enakost. V tem smo dobri, v tem smo celo najboljši. Kaj pomeni sonaravnost in enakost? To pomeni, da ta družba skozi stoletja teži k ravnotežju med družbo in okoljem, ravnotežju med gospodarstvom, socialno in okoljem do leta 1991. Potem smo na to pozabili. Leta 1988 je bilo to zapisano celo v kratki izjavi Majniške deklaracije, samo v 3 točkah. V 3 točki piše, da naj Slovenija sledi blaginji v smislu naravnih danosti in v smislu človeških virov. Največje bogatstvo Slovenije so ljudje tukaj, sposobni, drugo bogatstvo je naša, geografska lega, biodiverziteta in tako naprej. In to izročilo sonaravnosti, enakosti, nam je prineslo bogatstvo, da smo leta 1991-1992 bogata država. Imeli smo sonaravne gozdove, izredno bogate gozdove. Imeli smo pitno vodo, imamo še danes. Skoraj povsod po Sloveniji. Tega nikjer v svetu ni. Imamo biodiverziteto, ki je izredna. Imamo policentričnost v te, grožnje podnebnih sprememb, nas rešuje policentričnost. Imamo enega mesta, ki bi v milijon prebivalcev in bi se v vročinskih valovih utopil. Imamo recimo nizko umrljivost dojenčkov. To ni dočelej, to je iz babičnih šol iz časa Marije Terezije. Se pravi, te stvari so skozi stoletja prišle do tukaj. In zdaj se da, to je treba zapisati. Vizijo imamo, ki je preprosto se reče, kaj je vizija. Vizija je cilj, en drugen cilj, dolgoročni cilj. In recimo pot do tega cilja je pa strategija. In recimo ta cilj je zelo preprost. Ravnoteže med gospodarstvom, socialno in okoljem, to je tudi v definiciji trajnostnega razvoja družbenih narodov iz leta 2005. Imamo še to posebnost, da skozi stoletja je skozi zraven stala naša kultura. Zdaj se je ta že nekako zgubila. Se pravi, moj predlog, namreč to je naša dediščina. Recimo, kdo bo profitiral? Tudi gospodarstvo bo zelo profitiralo. V stoletjih, desetletjih in tako naprej gospodarstvo je bazirano na naravnih virih Slovenije. Na lesu, gozdovih, na vodi, vodni energiji, na raznih zališčih, ko imamo danes recimo razne take tovarne. To je ta dediščina, ki smo jo podedovali od naših generacij. Zdaj, moj predlog je zelo preprost. Ker politika verjetno ne bo prišla do tega, da bi se tega lotila, ker je državni zbor bolj kratkega diha, rekel 2-3 leta pa še manj, se ukvarja s kratkoročnimi zadevami, državni svet na žalost postavi nima moči, čeprav po svojem bistvu interesov je naravni zaveznik trajnostnega razvoja. Naravni zaveznik, da nima te moči. Zdaj, moj predlog je zelo preprost, ker danes se na veliko kopira, na srečo je ena država v bližini, ki ima enako ali pa podobno zgodovino sonaravnosti in enakosti. To je država Švica.
Jaz sem 6 let tam živel in sem se zelo poglobil, kaj tam počnejo. Leta 1999 so spremenili ustavo in so v preambulo napisali smer razvoja, trajnostni razvoj. Ne? In če pogledate, si lahko imate tudi v angleščini na spletu, člene ustave se glasijo voda, tla, celo tranzitni promet je en člen, ne? Ki je to za njih promet problem. Ne? Torej, oni so se tega dotaknili drugače kot mi. Mi smo zapisali pravico do pitne vode v ustavo. Ne? V ustavi imamo ogromno pravic, nimamo pa mehanizmov, da bi zagotovili državljanov te pravice. Te pravice lahko zagotovimo le s trajnostnim razvojem. Ne? Zato imajo Švicarji ne samo vodo, ampak imajo tudi gozd in tla. Brez teh dveh, zaščite teh dveh, ni pitne vode. Torej, moj predlog je, da v bistvu to vizijo, ki že imamo stoletja, ne, da dejansko to, bi rekel, ponovno osvojimo in tudi zapišemo. Ne. In na tej točki pa končamo. Zapišemo ustavo. Jaz mislim, da ta pozitivni vidik je tudi nekak zaključek. Hvala. Zdaj bomo ostali tukaj, jaz mislim, da bo debata vtikala pa kar. Leta 2014 smo bili razpravo o podnebnih spremembah, znanosti podnebne spremembe. 2014 je potem predsednik SAZU poslal zaključke, predsednikov vlade odgovor nikoli ni dobil. Ne? V bistvu, kaj manjka? Zdaj, SAZU bi tukaj moral tudi dejansko pogledati, kaj vse v zgodovini je Slovenija trajnostno naredila, da se tega tudi otroci v šoli naučijo, ker tega ne znajo več. Tudi odrasli, kateri so poslali. Mi moramo vedeti, kaj je naša vrednost. Hvala lepa. Hvala vam. Dajmo to prenesti, 2 uri smo tle, ljudje so utrujeni, jaz bi se vam zelo zahvalil, upam, da je bilo uspešno. Najlepša hvala, pa tudi si govornik.